Najvišje občinsko priznanje, grb občine Sevnica, je za 70 let uspešnega delovanja prejel Dom upokojencev in oskrbovancev Impolca. Direktorica Darja Cizelj je ob tem izpostavila predvsem tvorno sodelovanje z Zdravstvenim domom Sevnica. To je že eno tako zelo veliko sporočilo in pomembno sporočilo, da v lokalni skupnosti resnično znamo dobro sodelovati in res tisto najboljše iskati drug v drugem. Seveda pa je samo priznanje, najvišje priznanje občine Sevnica, priznanje za vsa leta, ki so bila leta razvoja, leta res predanega dela, predvsem v smeri individualnega pristopa k človeku. Skupaj z enotami v Brežicah in Sevnici ter z dislociranimi enotami Dom Impolca nosi ključno vlogo pri zagotavljanju socialno-varstvenih storitev za skupno 556 stanovalcev. In kakšni so načrti za naprej? Prav gotovo je eden od večjih razvojnih projektov nov dom v Sevnici, dom za starejše, in pa v nadaljevanju v drugi fazi prenova sedanjega objekta. Zdaj sama idejna zasnova za pravzaprav ta dva objekta gre v smeri dolgotrajne oskrbe, se pravi zagotoviti nekako nosilca dolgotrajne oskrbe v občini, širiti možnost izbire za občane, jačati v bistvu tudi pomoč na domu. Poleg grba so podelili 5 plaket. Srebrne so prejeli Estera Savič-Bizjak, Petra Majcen in Mirko Hribar, zlati pa Zoran in Jože Košir ter ribiška družina Sevnica. Priznanje, ki smo ga prejeli, zlata plaketa, nam pomeni to, da je društvo homogeno, plod dela vseh ribičev in ribičk, ki jih imamo, upravnega odbora, tako da z delom, na evropskih projektih, samim ohranjanje narave reke Sevničine in to nam je največ pomenilo do zdaj. In pa zelo dobro je, da je to tudi, okolje prepoznalo, da nekaj delamo. Občinski praznik ni le priložnost za zahvalo posameznikom in organizacijam, ki so svojim delovanjem pustili pečat v občini, ampak je tudi čas za analizo dela v preteklem letu. Župan Srečko Ocvirk obdobje od praznika do praznika ocenjuje kot uspešno. Nekako najtežji, najzahtevnejši so projekti, ki so usmerjeni v šolsko. To sta šola na Blanci in šola Ana Gale v Sevnici. Te dve investicije so bile po koncu šolskega leta pričeti in sta v polnem teku. Hkrati pa so se izvajali 3 kohezijski projekti, nadvoz v Šmarju, vodooskrba, hidravlična izboljšava vodovodnih sistemov in sanacija kanalizacijskih sistemov. Veliko je aktivnosti na cestni mreži, še dodaja Ocvirk. Kjer želimo, da bi čim prej stekle investicije tako na cesti v Šentjanž-Glino kot na cesti oziroma na rondoju v Šmarju in na mostu preko reke Save, ter projektiranja in zaključki projektiranja in potem posledična investicija v Loki pri Zidanem mostu proti Račici in na Bregu. Gre za investicije, ki so pripravljene za izvedbo, vendar zanje Direkcija za infrastrukturo še ni izdala javnih razpisov. V Sevnici seveda pričakujejo, da do teh pride čim prej.